Z velikim veseljem predstavljamo danes slovenski javnosti nov prevod in novo izdajo Svetega pisma, Nove zaveze in psalmov. Veselje ob dejstvu, da nam je to delo uspelo izvesti v relativno kratkem času 3 let. Saj je bilo poleg zahtevnega prevajalskega dela potrebno hkrati zgraditi tudi organizacijsko strukturo in pogoje, ki zagotavljajo tudi nadaljnjo integriteto prevoda, njegovo vzdrževanje in razvoj. Vse to je bilo mogoče doseči le ob požrtvovalnem delu vseh sodelavcev ter ob enormnem prizadevanju organizatorja in urednika celotnega projekta, akademika profesorja Jožeta Kraševca. Obhajajo pa nas tudi občutki hvaležnosti, ob zavedanju, da vstopamo v brazde bogate zgodovine prevajanja Svetega pisma kot temeljne knjige naše kulture, ki sega ne samo 460 let nazaj v Trubarjev in Dalmatinov čas, ampak vse do prvih prevodov odlomkov svetopisemskih besedil v slovanski jezik, ki sta jih v 9. stoletju upravila naša blagovestnika Ciril in Metod. Prevod Svetega pisma je živ organizem in zato nikoli dokončano delo. Skoraj vsaka generacija mora vedno znova preverjati njegovo točnost in pomensko ustreznost. Prevod Svetega pisma tako že po svoji definiciji predpostavlja medgeneracijsko sodelovanje. Tako smo tudi pri aktualnem prevodu poleg obveznih tekstno-kritičnih izdaj grškega izvirnika in latinske vulgate upoštevali tudi vse dobre rešitve naših najstarejših prevodov. Vse od Trubarjevega, Dalmatinovega in Jaklovega do Hraskovega iz leta 1914 ter novejših, od v nekaterih ozirih še vedno klasičnega prevoda Nove zaveze, ki so ga v letih 1925-1929 pripravili 3 vrhunski strokovnjaki, Jerej, Pečjak in Snoj, in ki je v tako imenovani mariborski izdaji iz leta 1958 in v še vedno aktualnih liturgičnih knjigah ostal v uporabi vse do današnjih dni. Do zadnjih 2 prevodov Nove zaveze, tako imenovane jubilejne izdaje iz leta 1984 in slovenskega standardnega prevoda iz leta 1996. Pobuda za nov prevod je dozorela ob pripravi svetopisemskih besedil za liturgične knjige v letih od 1997 do 2005. Po sistematičnem pregledu točnosti prevoda v razmerju do izvirnika in do tekstokritičnih različic najstarejših prevodov Svetega pisma ter primernosti oblik in jezika za zborno, pevsko in drugo bogoslužno rabo, smo prišli končno do spoznanja, da mora nastati nov prevod. V prevodih, ki so primerni tudi za uporabo v bogoslužju, je namreč potrebna še večja občutljivost za dosledno ravnovesje med izvirnikom in prevodno obliko, saj so ta besedila močno zakoreninjena v narodovem spominu in so del izvorne narodove kulture. Še posebej velja to za evangelije, za temeljne in najbolj brane tekste Svetega pisma. Vsako premočno eksperimentiranje v iskanju novih izraznih oblik je zato zelo nevarno, saj večinoma doseže prav nasprotni učinek od namena prevajalcev. Sodobne oblike pogosto ne izčrpajo bogatstva svetopisemske metaforike in imajo večinoma zelo kratko življenjsko dobo. Bogoslužni jezik pa mora ohranjati duh sakralnega, k kateremu prispevajo tudi klasične oblike in izraze. Prevelika vnema za posodabljanje prevoda nujno pripelje do njegovega osiromašenja. Prav to pa je bilo čutiti v evropskih prevajalskih tokovih v 70. letih prejšnjega stoletja, katerega sad je bil tako imenovani enotni prevod Svetega pisma za nemške dežele Einheitsübersetzung in pod njegovim vplivom je v 80. letih nastal tudi predzadnji slovenski prevod Evangelijev.
V njem se je poskušalo uveljaviti tako imenovano dinamično prevajanje, ki želi pretirano posodabljati biblični slog in izraze ter razložiti težje razumljive oblike. Kljub prizadevanju prevajalcev standardnega prevoda, da bi odpravili te nedoslednosti in stranpoti, je ostalo še veliko neopravljenega dela. Na podlagi vseh dosedanjih izkušenj smo se pri novem prevodu trudili, da bi dosegli še večjo skladnost prevoda z izvirnim besedilom glede na slog, literarne figure in retoriko izvirnega besedila. Pri tem pa smo močneje upoštevali dobre in uveljavljene rešitve starejših prevodov, tako patrističnih kot slovenskih. Velika skrb je veljala natančnemu preverjanju vseh izrazov ter poenotenju besedišča in stalnih besednih zvez, da bi se na ta način čim bolj približali izvirni misli in slogu. Pri težje razumljivih mestih smo upoštevali pomen sobesedila in tekstno-kritične različice. Če v zvezi z novim prevodom govorimo tudi o katoliškem prevodu oziroma katoliški izdaji, mislimo s tem na katoliškost v izvornem pomenu besede. Gre namreč za splošen in temeljni prevod, ki prihaja do izvirnega pomena z doslednim upoštevanjem besedišča in sloga, z intertekstualno primerjavo ter z upoštevanjem razvoja besedila na podlagi tekstno-kritičnih analiz ter z recepcijo besedil v najstarejši tradiciji. Katoliškost prevoda je tudi v temah, ki jih naslavljajo naslovi odlomkov in opombe, zlasti tematske, ki upoštevajo celoto Svetega pisma in izročila. Prav to varuje svetopisemsko besedilo pred subjektivno in ideološko interpretacijo. Potreba po katoliškem prevodu se tudi pri drugih narodih ni izkazala v funkciji delitve in polemike, ampak v funkciji poglabljanja identitete, ki je potrebna za spoštljiv dialog. Nov prevod in nova izdaja Svetega pisma tako ne ukinja prejšnjega prevoda, ampak ga dopolnjuje in s tem bogati duhovno kulturo naroda. Hvala lepa.